Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli. Maria je vzeta v nebesa, veselijo se angeli. Dragi bratje in sestre, liturgija današnjega praznika nas s temi besedami uvaja v veliko skrivnost, resnico naše vere, Marijino vnebovzetje. Angeli so se veselili njenega prihoda v nebo. Kako se ga ne bi veselili in praznovali tudi mi? Letos še posebej, saj obhajamo 70. obletnico uradne razglasitve te verske resnice. 1. novembra leta 1950 je papež Pij XII. Slovesno razglasil versko resnico o Marijinem vnebovzetju. Devica Marija je bila ob koncu svojega zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebo. Njeno telo ni bilo podvrženo razpadanju, ampak je bila takoj po smrti vredna iste slave, kakor njen sin Jezus Kristus. Čeprav je bila ta resnica razglašena uradno šele pred nedavnim, torej pred 70 leti, pa je Marijino vnebovzetje že od starodavnosti splošno sprejeta resnica, verovanje vseh rodov kristjanov. Praznik Marijinega vnebovzetja ali zaspanja, dormicijo, kot pravijo prazniku na vzhodu, so v Jeruzalemu praznovali že v 5. stoletju, na zahodu, v Rimu, pa v 8. stoletju. In iz teh dveh središč krščanstva se je ta praznik razširil po vsem krščanskem svetu. Vsebina tega največjega Marijinega praznika je zelo lepa, čeprav razumu ne čisto dojemljiva, a Božji vsemogočnosti ne moremo postavljati meja. Cerkveni učitelji iz prvih stoletij krščanstva so ta Božji poseg v konec Marijinega zemeljskega življenja razumeli in utemeljevali na podlagi razloga primernosti. Sveti Janez Damaščan iz 7. 8. stoletja po Kristusu opisuje to skrivnost in pravi: primerno je bilo, spodobilo se je, da je ona, ki je v porodu ostala deviška, tudi po smrti ostala obvarovana vsakršnega razpadanja. Spodobilo se je, da je ona, ki je svojega sina gledala na križu in je v svoje srce sprejela meč bolečin, vredna tudi gledati svojega sina, kako sedi na Božji desnici. Spodobilo se je, da mati uživa vse, kar ima sin, in da jo častijo vse stvari kot Božjo mater in Božjo služabnico. A če praznik, ki ga obhajamo, ne vstopi v naše srce, v naše misli, če nam ne pomaga odkrivati globin naše vere in krščanskega življenja in v našem življenju ne pusti posledic, bo naše praznovanje samo zunanje. Zato moramo gledati Marijo. Ko kristjani gledamo Marijo, se mora naše življenje napolnjevati z vero, upanjem in ljubeznijo. V Mariji namreč vidimo uresničen ideal krščanskega življenja, življenja po Božji volji. Marija namreč živi v nenehnem odnosu z Bogom. Ko ji angel oznani Božjo voljo za njeno življenje, se prestraši, kot vsak normalen človek, pred izzivom ali nalogo, ki nas presega. A kljub vsemu v prepričanju, da Bog ve, kaj dela, Marija sprejme ta poseg v njeno življenje, čeprav je negotova in ne razume, kar angelu tudi jasno pove. V teku 30 let skritega življenja v Nazaretu živi skupaj z možem, svetim Jožefom, in svojim sinom, Božjim sinom. Živi v nenehnem odnosu z Bogom, v stalni molitvi. Molitev je pogovor z Bogom in pogovor z njenim sinom, Jezusom Kristusom. Drugo osebo Svete Trojice je molitev. Vse življenje je pomembne dogodke shranila in premišljevala v svojem srcu, kakor nam poroča Evangelij,
in ob pravem času je prejela odgovore. Poleg smrti moža svetega Jožefa je izkusila še večjo bolečino, smrt sina, smrt Božjega sina in ostala zvesta pod križem, najbrž po najglobji temi svojega življenja. In tu, pod križem, je sprejela novo poslanstvo, poslanstvo matere vseh Božjih otrok, vseh ljudi, in to nalogo zvesto izvršuje, tudi po svojem vnebovzetju, ko v večnosti skupaj s sinom uživa slavo nebeškega kraljestva. Ko kristijani gledamo Marijo, ko opazujemo njeno življenje, se mora v nas zganiti srce. Glej, tvoja mati. Spoznati moramo mater, ki nas spremlja, ki jo skrbi za nas. Spoznati moramo, da ona ne le prosi za nas pri Bogu, ampak nas tudi vzgaja s svojim življenjem. Kar smo se kot otroci naučili doma od naših mater, je ostalo zapisano v globine naših src. Kako lepo je slišati modrosti starejših in tisto pojasnilo, ki ponavadi sledi tem modrostim. Tako nas je pa mama učila. Tudi nas vse Marija uči s svojim življenjem. V molitvi, v nenehnem odnosu z Bogom, zvestobo v lepih, pa tudi težkih trenutkih življenja. Po zemeljski smrti in v nebovzetju nas Marija ni zapustila in samo šla uživati zasluženo plačilo, temveč to svoje materinstvo do nas še zmeraj živi. V vzhodni liturgiji na praznik Marijinega vnebovzetja pojejo spev, ki povzame skrivnost Marijinega življenja in njenega materinstva do nas. Med porodom si ohranila devištvo, po smrti in vnebovzetju nisi zapustila sveta. Preselila si se k življenju, saj si mati življenja in s svojimi molitvami rešuješ naše duše smrti. Ni nas zapustila, temveč nenehno prosi za nas. Izprosi nam, presveta mati, da bomo znani kot ti izpolnjevati Božjo voljo in ostati zvesti. Amen.